Knjiga Objekt v arhitekturi se osredotoča na vprašanje možnosti samostojnega delovanja, iztrganja iz določenosti s situacijo. Lahko bi tudi rekli, da se ukvarja knjiga z vprašanjem možnosti avtonomnega delovanja. In sicer razvija stališče, da je najbolj trdna, oporna točka tega delovanja nek moment drugosti, heteronomnosti. In sicer ta moment obstaja le v konkretnih materializacijah v svetu. Obstaja le, bi lahko rekli natančneje, v procesu materializacije tega momenta v svetu. Torej v skonstruiranih objektih, ki so lahko stavbe, lahko so tudi to filmi, gledališke predstave in tako naprej. Torej ta moment heteronomnosti, ki se materializira v skonstruiranem objektu, je objekt, ki je ključen za samostojno delovanje. To je neka osrednja hipoteza te knjige in prav ta objekt je tudi v naslovu knjige. Objekt v arhitekturi je torej ta objekt, ki je trdna, oporna točka arhitekturnega delovanja, v smislu, da je neke vrste temelj tega delovanja in hkrati njegovo gonilo, tisto, kar žene to delovanje naprej. Knjiga je zbornik prispevkov, ki obravnavajo to problematiko. Med sabo so si zelo različni. Prispevek filozofa Gilesa Deleuza se sploh ne osredotoča na arhitekturo, ampak se osredotoča na področje filma. In sicer obravnava vprašanje, bi lahko spet rekli, kaj to pomeni samostojno delovanje na področju filma, konkretneje osredotoča se na vprašanje, kaj pomeni imeti idejo v filmu. Rado Riha, filozof, se na podlagi Lacanovega koncepta odločene želje zarisuje, se osredotoča prav na področje arhitekture in na podlagi koncepta odločene želje zarisuje možnost avtonomije arhitekture, ki jo opredeljuje kot razširjeno avtonomijo, seveda razširjeno s tem objektnim momentom, momentom heteronomnosti. Temu sledijo, tema dvema prispevkoma sledijo prispevki dveh arhitekturnih teoretikov, sodobnih arhitekturnih teoretikov, Kennetha Framptona in Michaela Hayesa. Kenneth Frampton, torej vključili smo dva njegova prispevka v knjigo. En prispevek se osredotoča na arhitekturo Adolfa Loosa, ki jo dejansko Frampton prikaže v tej knjigi kot neko, torej Frampton se osredotoča na same produkte Loosove arhitekture, na same arhitekturne objekte, ki jih kaže kot v sebi odprte, v bistvu na nek način problematične objekte, ki delujejo v svetu kot neke vrste motnja. V drugem prispevku pa podrobno analizira neko tovarno Volvo, ki je bila narejena na Švedskem v 70. letih z namenom, da bi izboljšala produktivnost delavcev. In Frampton v tem svojem prispevku pokaže, da je izjemno natančno, zelo z dobrimi nameni skonstruiran objekt, ki pa dejansko izključuje ravno, bi lahko rekli, delavce. Na nek način zgreši ravno v tem, da bi to bil arhitekturni objekt. Michael Hayes, ki je profesor na Harvardu, predava arhitekturno teorijo, pa skuša v svojih dveh prispevkih pokazati, da je arhitektura poseben način mišljenja, ki ni izvedljiv na druge načine mišljenja. In sicer v enem tekstu se osredotoča na delo Johna Haydocka, ki je na naslovnici knjige, v drugem tekstu pa razvija to na podlagi Kantove filozofije, to svojo misel Kantove filozofije in potem torej koncepta sheme pri Kantu in potem koncepta diagrama pri Deleuzu. Zdaj, prispevki v knjigi dejansko razvijajo konceptualno mrežo za možnost mišljenja arhitekture kot samodoločujoče se dejavnosti. In z tega stališča bi sama rekla, da ne gre, da je v bistvu sama knjiga že odpiranje možnosti za takšno prakso, oziroma je že takšna praksa. Zakaj? Zato, ker arhitektura kot samodoločujoča se dejavnost lahko obstaja v svetu samo, če tudi sama pove in uspe na teoretsko konsistenten način razviti in utemeljiti, kaj ona sama je. Ker če tega ne pove sama arhitektura, pač bo to povedal
nekdo drug. In danes ta drug, ki je trg, že zelo odločno govori, kaj arhitektura je, tržni produkt. Mi gremo pa v teoretski praksi arhitekture, torej v naši zbirki, prav na to, da pač to ne drži, da je to slaba hipoteza, razvijamo drugo hipotezo, ki je, da je arhitektura avtonomna praksa, ki si sama določa svoje probleme in s tem ravno moti ta sistem, v katerem živimo.